ali meniš, da so bolj ob razvezah prizadeti fantje ali dekleta? Oboje je enako. In problem je, pa starši so skupaj, ne zato, ker se neizmerno imajo radi, pa tudi dober seks, zato otrok smo starši skupaj. Ne? So delali raziskavo v Angliji, 95% tistih otrok, ki niso bili v harmonični družini z mamico, pa z očetom do 6. leta, so imeli svoje družine razdrte. Starši so skupaj zato, ker je to prav. Ne? Zato, ker otrok rabi ljubeča starša. Zdaj, včasih treba tudi malo glumiti, ampak starši so načeloma skupaj predvsem zato, da ustvarjajo harmonijo. Pa ne vsi. Tisti starši, ki so imeli neke harmonične svoje družine, pa recimo ženska, deklica imela dober odnos z očetom, celo življenje, ta ne more kar zamenjati tega partnerja, ker je partner dobil libido od očeta. In če je bil oče dovolj dober, se ne more ženska kar tako ločiti od tega moža. Če je pa oče bil faliranc, ne, če je imela ženska kot deklica neizmerno jezo do svojega očeta, se pa takoj lahko loči. Ne, tudi moški, ki je imel, ne vem, neko agresivno mamo, ki ga je tepla, ki ni bila ljubeča, lahko to zamena ženo. Tukaj je teh variant, ne. Skratka, mi podedujemo, pod narekovajih rečeno, svojo primarno družino. In če je bilo vse tam normalno, bomo dosti normalno imeli tudi svojo familijo. Razen, če nas starši niso neke napake delali v vzgoji, ne? V sami vzgoji, gor spravljanju. Se pravi, paradigma družine se deduje in če družina začne razpadati, se bo to perpetuirajo še stoletja. Ne? Se pravi dedovalo, ampak ne genetsko, kot nezavedni vzorec, infantilni vzorec. Feminizmi pa dejansko najeda živce. Pa zdaj ne vem, zakaj točno. Jaz sem zelo feminilno mamo, zdaj ta moja Tina ni, ne vem kako slovi. Ampak meni je feminizem doktorat zažgal na grmad. Jaz si svoje misli pa tih bil, pa družinska zakonodaja, ki je neumna. Zdaj sem šel pa jaz zgor, pa sem rekel, zdaj pa poslušajte. Če ne boste vi uslišali feminilne ženske želje, ne, une ženske, ki so tiho, ne, ko sem jaz s temi kregala, ko so neumne te moškinje. Ne. Tam pa 3% populacije, unih tistih zadrtih feministk, polovica je lezbik, ne, druga polovica biseksualk, tretje so pa aseksualne. Ne. In te bi bile rade moški. Ja, kaj pa ostale ženske, kjer bo pa rekel, jaz sem pa rada enega alfa samca, ki mi bo ne vem ko naredil, da mi bo očka ven stople, pa da v to 3-krat na dan mi delu, jaz mu bom pa naredila vse. Mislim, zdaj karikirano govorim. Ja, jaz mislim, da ta feminilnost ni zamrla in z vsakim rodom se lahko zadeva popravi, ne? Ker deklica vsaka reši Oedipov kompleks. In zdaj, če ta očka, ki ima zdaj ta organ, se bo deklica rekla, očka, če nimam tega organa, sem pa toliko lepša. In vsaka ženska bo celo življenje imela v glavi, ali sem dovolj lepa. Ne zato, ker je to ideološki konstrukt, ki je rekla Simone de Beauvoir pa feminizem. Ampak, ko ona misli in razrešuje, da njej na telesu med nogami nekaj manjka, ona mora to razrešiti. In kako razrešiti? Tako, da reče, vsega nimam, ne, sem pa toliko lepša. Cela, lepa sem, dolge lase imam, lepa, ne, in 100 let stara gre ven, a sem lepa, ne, ker že 30 let načne seksa. Ma še odet, v špegu se pogleda, gre ven, pa ni variante. Njega skrbi, če je boljši, ne, če je boljši, če lahko zmaga. In potem tam, ki ne more zmagati, od žalosti umre. Če si ne pomaga, recimo, potem s kako Viagro, pa tako naprej, ne. Skratka, malo provokativno govorim. Če bi delali z intuicijo, intuicija se je pokvarila v feminizmu. Bi bilo to čist drugače. Ja, intuicija, recimo pri tebi, pa pri Ivani je drugačna. Z Ivano sem delal in malo bolj poznam, pa jaz verjamem, da poln vas je, ki imate intuicijo in veste, da ta feminilnost, bi rekel, zelo dobrodošla. Ampak ne morem biti, v Ljubljani sem imel neko predavanje, pa prišla ena Zagorjanka in rekla, pa če ne morem, jaz moram biti decinja v službi. Če ne bom ših zgubila, nič mi ne bo šlo. Ampak s tem, ko je 8 ur v službi decinja, se pravi moškinja, ona si simbolno strukturo svojih duševnih procesov pokvari. In potem ne morejo kar tako seksati tam z užitkom. In početi une perverzne stvari, ki bi dec rad, ne. Zato, ker je psihično ne paše. Zato, ker je
simbolne procese popolnoma predrugačila. Vse to je fenomen albanskih tobeli. To so bile une ženske, ki je fotor naštepil 8 hčera, sin naj pa deduje. In pol ni bilo sina, ne, ja, ti boš moj sin. In je zgubila boke, zgubila joške, mislim, nič brez plastične operacije. Kratko pošišana, zdaj, da njej daš organ, ki njena telesa manjka na uporabo, bo kozlala. Ne? In ne paše, pa ni lezbika recimo, ampak je aseksualna, zato ker igra moškinjo 24 ur na dan. Jo igra, pa to dela 20 let, ne vem, pri 35 bi pa rada pol zanosila, recimo, ki je pa, ne vem, druga kultura, ja pa bi imela otroka. Ja ne gre, ker telo ne uboga, zato ker so simbolni psihični procesi drugačni.